In to v praksi izgleda takole. In to je to. To je to. Drage moje lepotice in lepotci, dobrodošli nazaj na kanalu Evina Lepotilnica. V današnjem videu ti bom pokazala darilo, ki je prišlo od mene, za Božič. Skratka, to zadevo sem si res ful časa želela, jo tipala, si jo ogledvala in glede na to, da sem bila tekom leta kar pridna, sem rekla, evo, idealen čas, da v bistvu sama sebe pocrklam in predvsem, da si olajšam zadevo. Zakaj olajšam zadevo oziroma o čemu je sploh govora? Gre se o Dysonu. Dyson je v bistvu ena taka super zadeva za lase, je kodralnik, likalnik in fen v enem, s tem, da naredi zares fantastično frizuro. Se mislim, da teli moji današnji kodri govorijo za sebe. Je malenkost dražja zadeva, zato definitivno to ne kupaš iz danes na jutr, ampak premisliš, preden nakupaš. Je pa tako, da se ga moraš tudi naučiti uporabljati, ni sicer sploh zahteven, ampak malo moraš samo usvojiti krtače, za kaj je kera, recimo za ravnanje, za kodranje, potem za krajše frizurce, kakor je paž, ampak nad skrbeti, jaz vas bom v današnjem videu vse lepo vodila, da boste tudi vi v primeru, da si ga boste kupile ali pa si ga želite znale uporabljati. Tako da, jaz predlagam, da gremo kar ustvarjati frizurce in pogledati, kaj ta Dyson vse zmore in zakaj je bil toliko časa na moji wishlisti. Evina Lepotilnica. Merry Christmas! Jaz sem si šla na hitro oprati lase, ker bomo štartale res z nule. Navaden šampon, balzam, maska in to je to. Zdaj pa, preden bom začela z sušenjem, bom lase v bistvu še malo navlažila in dodala olje pa kremo, zato ker preden jih toplotno obremeniš, je fajn, da jim daš malo hranilnih snovi. Evo, olje, ki ga jaz uporabljam, Moroccan Oil, ta je pač meni noro olje, noro diši, pa res naredi laske take prijetne na vtip, malenkost bolj mehke. Tako da, evo, to je prva stvar, ki jo nanesem. Zdaj, druga stvar, ki jo bomo dodali, pa je krema oziroma Olaplex krema. Jaz jo uporabljam, mislim, da številka 6. Ja, številka 6. V bistvu je za suhe, poškodovane, pa piše na elektrene lase. Meni je fajn zato, ker imam feeling in tudi deluje na laseh, ker jih tako že malenko zapre, pa zgladi. Tudi dam med dlanmi, razmažam in potem grem tudi takole na konice, pa nekje do tle gor potegnem. In isto pač ta olje nisem dala čist na lasišče, ker bi se mi lahko pač lase začeli mastiti, tako da vedno nekje do tako, oziroma olje celo še malo bolj samo konice. Zdaj pa še tretja stvar je pa tale sprej, to je pa v bistvu zaščita, preden bomo laske toplotno začele obremenjevati, se pravi fen in kodralnik, deluje kot nekakšna zaščita. Ta je pa torej v spreju in takole nanesem čez celotne lase. In to je to, v bistvu zdaj smo lase pripravili na uporabo Dysona oziroma tega kodralnika / likalnika in lahko začnemo. Tole je v bistvu Go likalnik brez kakršnega koli nastavka in zdaj bom jaz dodala najprej fen, ker moramo lase dobro posušiti in v ta namen, evo, vzamem tale nastavek. V bistvu sama priključitev je čisto preprosta. Snamo pa še enkrat pokažem, tukaj se dol potegne se sname in samo takole in je zadeva že gor. Kar se tiče v bistvu temperature, bom imela čist do konca, se pravi gumbke čist na gor zadrsane. In to je to, začnem s fenanjem, kakor sem rekla, lase moraš res dobro posušiti, se pravi, da niso čist nič vlažni, hkrati pa ne čist suhi, ker bi lahko v bistvu se koder malo manj obdržal. Vas bom čez cel postopek vodila, zdaj pa najprej posušim. Zdaj, eno stvar tukaj mogoče izpostavim, da je fajn sušiti lasišče, zato ker se konice vedno ful hitrejš posušijo kakor tukaj, pa sploh zadaj. Tako da boste videli, moja tehnika nekako sušenja je osredotočena bolj na tle, sicer tudi piham, pa grem z roko na konice, ampak v glavnem sušim ta del tukaj. Lase se res izredno hitro sušijo, evo, jaz ne vem, če je bilo
par minut, pa so skoraj že suhi. S tem, da tukaj ti bom pa zaupala še en trik. Zdaj, preden bomo začeli uporabljati potem kodralnik, je res pomemben, da so lasje suhi, sploh če delaš kodre, zato ker bo kodri sicer ful hitreje padali dol. Jaz sem Dyson parkrat testirala in me je najbolj nekako zmotil to, ker kodri so na začetku izgledali fantastično, potem se pa niso obdržala, ne, in pač ni kul, hočeš, da saj do naslednjega pranja zdrži. In moj tip lasu, kar se tiče kodranja, je ful hvaležen. No, in en trik je, da lasje res dobro posušiš. Zdaj, kako veš, da si lasje dobro posušila, je pa ta. Greš ven, ne vem, ali na balkon, ali pred vrata, se pravi pred hišo in pač z dlanjo greš zadaj, tukajle pri lasišču potipaš. Če na prstih oziroma tukaj na blazinicah začutiš, da je mokro, to pomeni, da lasje niso suhi in jih je treba še posušiti, oziroma mokro ali pa tako vlažno. Vzameš spet fen, nadaljuješ. Če je pač suho, če si jih dobro posušila, je to in lahko nadaljuješ potem z drugim nastavkom in kodranjem. Moji lasje še niso suhi, tako da jih bom še malenkost posušila. Ok, zdaj pa tako. Najprej bom vzela navadno krtačo za lase in lasem malenkost počesala. Zakaj? Zato, ker meni vedno, ko si pač umijem lase in se s krtačem kar nekaj las odpade, pa mi je nekako lažje to narediti s krtačo. Poberem lase ven, dam v WC in je to. Tukaj le že oblikujem prečko, sicer se mi že kar malo sama naredi, jaz jo imam ponavadi vedno na sredini. Ok, mislim, da smo pripravljene na kodrčke. Razlog, zakaj sem si jaz Dysona želela, je ravno to stanje, v katerem imam lase zdajle. Skratka, lase so izredno napihnjeni, izredno bujni in brez neke prave oblike. In še bolj kot samo kodranje, do tega pridemo, je bil meni pomemben tale korak in sicer glajenje las na nek bolj zdrav način. Jaz bom zdaj ta nastavek snela, tole je vroče, tako da je treba dati nekam na varno, da se ohladi. In gremo na naslednji nastavek oziroma krtačo. Lase bom zlikala oziroma zgladila s pomočjo krtače. Vzamem pa tale nastavek, ki ima take roza oziroma fuksija barva bunkice. Tole stran sem že začela gladiti, ko vidim, da je kartica polna in je nehala snemati, ampak nič hudega, mislim, da je bila sama 1 minutka, tako da nobene večje škode. Ok, v bistvu se zelo lepo vidi, kako sem enkrat potegala in koliko je ta stran že lepo zaprta, s tem, da sem šla samo 2-krat čez, tale je pa še taka razmrščena, tako da mogoče grem kar na to stran, pa da še tle lepo vidimo rezultat. V bistvu postopek preprost, pržgem in samo krtačem. Tako je prej. In potem, evo, po parih teh potegih, s tem, da lahko bi se lotile tega še malo bolj sistematsko, lase bi takole spela do polovice las, jih zamotala, vzela špangico in najprej zgladila tele lase spodaj. Na podoben način se mi zdi, da se punce tudi likamo, pa v bistvu potem lepo po slojih gradimo frizurco, da je potem na koncu, ko imam tle rdeč, da je na koncu potem tako, kot mora biti. Jaz sem se zlikala zato, lahko bi ta postopek, če bi rada bila skodrana, tudi spustila. Zlikala sem se prvo zato, da vam pokažem 2 različni frizuri, se pravi ravne pa kodre. Se mi zdi, da je to nekako poleg čopa ali pa fige najpogostejša oziroma najhitrejša frizura, ki jo punce nosimo. Je pa druga stvar tudi ta, če v bistvu imamo dobro osnovo in to je lep, gladek in raven las, so potem konec koncev tudi kodri lepši, tako da jaz tudi kdaj, če si pač samo skodram, jih vmes malenkost s tem ravno krtačo tudi s krtačem, ker je koder na koncu lepši. Evo, tukaj recimo se zelo vidi, da imam take valovite. Enkrat sem bila zelo sicer presenečena, ko mi je frizerka že nekaj časa nazaj rekla, da imam jaz v osnovi skodran las, ampak da je tako suh, da ne pride do izraza. In glede na to, da imam zdaj kar poudarka na negi, tlele se pa kodra, je očitno imela prav. Še eno stvar, glede na to, da je tukaj skodran, ste lahko kar drzne, si dovolite v več smeri krtačati. Pa sem, pa dol, da ga lepo zapremo. Ok,
spustim še zgornje lase, lahko malenkost se še skrtačem in izravnam še tele. Ok, in to je to. Wow, pač res je lepo in veste, kaj mi je najbolj všeč, zato ker je celotna zadeva izredno hitra, da bi se likala, bi trajala dlje, pa še bolj v bistvu poškoduje las. Tako da načeloma bi bila lahko to moja končna frizura, izredno v bistvu se mi zdi salonski tretma, res so lepo zglajeni, pa jaz se nikoli nisem znala kaj dosti pravilno zlikati, sploh tukaj zadaj, tole je pa vrhunsko, prej in potem mislim, da itek govori za sebe. Zdaj gremo pa še na kodrčke. Takole, v temle kovčku dobiš 2 različna nastavka, oziroma ne, 4 različne nastavke, ker moraš vmes kodralnike oziroma ti nastavke menjati. Ta je za eno stran, ta je za drugo smer, kako jih ločaš, v bistvu s puščicami. Mora pihati stran od obraza. In ko bom jaz kodrala to stran, bom vzela tale nastavek, pihal bo stran od obraza in se pravi kodrala na ta način, isto velja tukaj. To so torej debelejši kodri, malenkost bolj taki beach waves, kada ima samo malenkost kodran, pa imaš pa tukaj še ene tanjše. Evo, izgledajo pa takole, enako puščice ločijo, a greva uno, a greva to. Zdaj pa edino dilema, kaj bi vam pokazala. Dajmo za začetek tele tanjše, se mi zdi, da to tudi je oblika nastavka nekih klasičnih kodralnikov. Tlele se sname. Tako. In tudi ta je vroča, ponovno je treba dati hladiti. Zdaj pa samo, da jaz vidim puščice, ta bo del ok. Dajmo najprej v to smer, se pravi 1, 2, 3, imamo zadevo gor. Zdaj pa postopek samega kodranja. Jaz sem rabila dvakrat si narediti, da sem ugotovila. Najprej sem rekla, zakaj to ne funkcionira, zakaj se lase pri meni ne zavijajo. Boste videli, zakaj zavijajo. Se moraš samo malo navaditi. Moja frizerka je zelo dobro rekla, recimo tudi avto se moraš naučiti peljati, da ti potem pa cruš celo življenje in bistveno olajša življenje, isto je pri tej stvari. Najprej se treba naučiti, potem pa pač je uporaba enostavna, hitra in predvsem frizurca je noro lepa. Pa dajmo sprobati. Zdaj, kar je tukaj izredno pomembno, je kako držimo las in da las ne vzamemo preveč. Se pravi, ti ne smeš lasu držati tukaj. Zakaj? Ker lasu ne bo zagrabal. Namesto tega jaz lase držim tukaj. Pramen las nekaj takole, če je preveč, boste hitro videli, ker se vam lase ne bojo zavijali oziroma bojo kar dol padali z te palce. In zdaj, ko bom jaz kodralnik pržgala, se bojo lase tukaj spodaj začeli navijati in to v praksi izgleda takole. In to je to. To je to. Malo takole pomrdaš. Ugasnem, jaz rada kodralnik ugasnem. In zdaj ena tehnika. Se pravi, ko jaz kodar dam dol, evo takole, bi ga lahko takoj spustila. Sem že tako delala, ampak v bistvu kodar na ta način hitrej špade, se podrem, frizurca ne zdrži. Zato je še preden v bistvu bom pramen las spustila, vzemem sprej, našpricam lase, oziroma ta pramen, malo zadržim, toliko, da se malenkost posuši in kodar, evo takole, spustim. In to bomo naredili zdaj po celi glavi in bo frizurca, boste videli, neka taka hollywoodska z rdečo preprogo. Mogoče bi lahko celo vzela še malo tanjši pramen, pa bi bilo še lepši, tako bomo pa pol razčesale. Če vas je še vedno strah, da teh nastavkov ne boste ločile, recimo mene je to bilo, ne vas ne bo, zato ker itak kodralnik ne bo zagrabil, zato ker boste videli, bo pihal v nasprotno smer in se las enostavno ne bo navil. Tako da, kar se tega tiče, brez skrbi, mene se pravi me to skrbel, pa v bistvu za brez veze. To stran smo končale, zdaj to spet je izredno vroče, zato primaš tlele gor, obrneš, potegneš dol nastavek se sname, spet damo hladiti, vzameš novega za drugo smer, puščice so obrnjene se pravi stran od obraza in ponoviš postopek. In v bistvu spet, ko primaš pramen tukaj, daj so nada spodaj, se pravi pod pramen. Evo, in gre tja.
Ti lase, s tem, ko to delam, cel čas razteguješ in na koncu tako lepo skodra. In ko smo fini, zdaj kaj jaz rada naredim, lahko tele kodre takole zgladiš kar s prsti, greš med lase in jih podaljšaš, zato ker meni ni toliko všeč, da lase zgubijo, se pravi, dolžino. Pa tudi te taki bogati kodri so meni osebno ful všeč. Tako da kar s prsti grem takole med lase, jih gladim, jih podaljšam, druga varianta je pa tudi glavnik in jih v bistvu kot malenkost razčešaš, pa nadol to delam. A ni dober? Pač kera frizura, oh my god. Tele bi ga lahko edin še mečko naredila. Še enkrat vzemam sprej, še malenkost vse skupaj zavarujem, da bo frizurica zdržala ali novoletno žurko, ali pomemben sestanek, ali zmenk s fantom. In to je, drage moje, to. Kaj pravite? Vam je všeč frizurica? Imate mogoče Dysona, si ga želite, ste ga sprobale? Ful bom vesela vaših mnenj, vaših odzivov, sploh tistega, ki ga imate, kako ste zadovoljne. Jaz se pravim, sem se kar nekaj časa lovila, da sem v bistvu testirala tehniko, kako pravilno ven piha, kako je v bistvu treba lase posušiti, da kodri zdržijo, kako ti tudi lak za lase konec koncev podaljša to obstojnost. Ko pa se enkrat naučiš uporabljati, pa dela svetovne, jaz bi rekla temu hollywoodske frizure. To je to za današnji video. V komentar spodaj mi lahko zapišeš, če imaš ti kakšno željo za Božič, torej kaj si ti želiš ali si pa mogoče uresničila. Jaz evo sem si ga želela in kolikor sem ga do zdaj testirala, je vrhunski in je vreden svoje cene. Tudi ta kovček je izredno bogat, dobiš kar nekaj nastavkov. Evo tele krtače recimo sploh nismo niti testirale, ta je sploh fajn za kakšne krajše lase, če imate paže pa želite tako oblikovati frizurice, skratka za vse tipe lasu. Mislim, da govori frizura za sebe. To je to, drage moje lepotice. V naslednjem videu pridem z vlogom. Vlogala sem december, ko se mi je dogajalo, ko sem kam šla in vam dostavim, mislim, da bo kar konkreten daljši vlog, torej to pride naslednjo. Da ga seveda ne zavodi, se ne pozabiti naročiti na moj kanal, stisniti rdeč gumbek naroči se, ne pa mi pozabiti slediti tudi na Instagramu, najdeš me pod imenom Evina Lepotilnica. To je to, lepotice. Želim vam en čudovit, ljubezniv, zdrav in ljubezen poln Božič, naj bo čaroben in lepe praznike. Rada vas imam in do naslednjič. Čau, čau!